To bo razrezalo katerokoli ribo za vabo. Skoraj bi jim lahko rekli ogenj. To dejansko zgleda neverjetno. Poglej to stvar. To je pošastni rak, o moj bog. Fantje, pravkar smo pristali na tem norem otoku in naslednje 3 dni bomo lovili svojo hrano. Potovali bomo na 3 različne otoške pokrajine, da bi našli plenilce, ki vladajo tem območjem. Veste, veliko teh živali bo verjetno jeznih in me bodo poskušale napasti, ampak so okusne. Človek, nimam pojma, kaj bomo srečali, ampak danes sem res navdušen. Za nami so obalni grebeni, odpravili se bomo v globoko modro morje in zaključili v najbolj norem od vseh. Zato boste morali ostati z nami. Zdaj se bomo odpravili v grmovje. Razložimo nahrbtnik in začnimo raziskovati, da vidimo, kaj lahko najdemo, kar nam bo omogočilo, da se očistimo in ulovimo kakšne nore živali. Tole zgleda kot res dobro mesto za postavitev, kaj ne? Vse bomo odložili tukaj za prvi dan. Fantje, uporabili bomo tole zverino, to je velik star top, plavali bomo naravnost s obale. Nimam pojma, kaj bomo srečali na obalnih grebenih, ampak potrebujemo kar močno orožje, da jih premagamo. Imamo naš značilni hitri oživljalec. Vzeli ga bomo samo, ko bomo čisto na dnu. To je močno gorivo, ki nam bo, upajmo, dalo še en zagon. Držimo pesti. Lahko naletimo na nore stvari, človek, ampak iskreno, nimam pojma, kaj bomo nagali, sam upam, da ne bomo lačni. Čas je, da napolnimo nahrbtnik, začnemo raziskovati to plažo in vidimo, kaj lahko najdemo. Da nam bo, upajmo, uspelo ujeti nekaj najbolj norih živali v norih pokrajinah. Gremo, tega ne moramo uporabiti. Poglej to, imamo stare steklenice, nekaj starih kokosov, vse stare stvari, steklenice, star kokos. Kaj je to, malo šampona? Če bi bilo kaj noter, bi ga verjetno lahko uporabili. Zelo dober je za preprečevanje meglenja maske. Na tej obali mora biti nekaj, kar lahko uporabimo. Tukaj zgoraj imamo nekaj. Poglej to, poglej to, poglej to. O, to je noro, človek. Našel sem to veliko staro desko. Moral mi bo zaupati, ampak to bomo kasneje lahko uporabili. Ko bomo ujeli nekaj živali, počakaj, če bomo ujeli nekaj živali, zdaj sem postal preveč samozavesten, dajmo to odložiti kar tukaj. Imamo celo kupico vrvi, ki jo je naplavilo. Kaj je to? Stara ribiška mreža? Poglej to, človek. Poglej, kako nora je ta obala. To je noro. Na tem otoku ne najdem prav veliko, se mi zdi. Vrnemo se v tabor, se opremimo in pripravimo na naš prvi lov tega izziva. Zdaj, cilj v naslednjih nekaj dneh je ujeti nekaj najbolj norih živali. Želim vam pokazati, kaj jih naredi za prevladujočega plenilca na tem območju. Včasih so to njihovi zobje, včasih telo, včasih pa njihova zaščitna zunanja plast. Ampak upam, da vam bom lahko podal nekaj podrobnosti o tem, kaj naredi te živali izjemno dominantne. Ampak veste, naslednjih nekaj dni bom jaz plenilc, da bom videl, a lahko ujamem kakšno hrano. Oblačimo neoprensko obleko, upajmo. Te živali imajo nore zobe, ali oklep, ali pa, ne vem, mogoče smrdijo, ali kaj podobnega. Nekaj na njih jih naredi za plenilce, kar pomeni, da lovijo druge majhne ribe, ali rake, ali kaj podobnega. Nimam pojma, na kaj bomo naleteli, ampak imamo veliko staro topovsko cev, tako da upam, da bomo lahko naredili nekaj lukenj skozi te stvari. Gremo, o moj bog, če bodo živali tako lepe kot pokrajina, na kateri bomo, pol gremo. O moj bog, fantje, to je bilo noro tam zunaj, videli ste, ko smo se potapljali skozi eno od tistih jam. Dejansko sem zlomil svojo plavut, ne vem, če lahko vidite, ampak poglejte to, stvar se preveč upogiba.
Trenutno nismo v dobrem položaju. To bomo mogli zamenjati in se vrniti v vodo, da s to zlomljeno ribo preplavamo vse do obale. To je res kul. Skoraj nam je vse odnesel plimni val. V redu, zamenjamo te plavuti in se vrnemo tja ven, prav? Gremo. Fanke, nimate pojma, koliko daleč sem trenutno od obale. Poglejte ga, kako gre, kakšna zverina, poglejte to stvar, poglejte tisto vodno pištolo. V redu, ne bomo te pojedali, pejt stran od tukaj. O moj bog, fantje, pravkar smo bili ure in ure v vodi. In to je bil zagotovo eden najtežjih lovov doslej. Tukaj je bil tako močan. Ampak ujeli smo nekaj rib in to so res nenavadne ribe. Poleg tega pa mislim, da nam bodo nekatere tudi pomagale. Tukaj imamo tole, kar je fuzile, pravzaprav vaba za ribe. In to je res ena posebna riba. Pravkar sem jo spustil v pesek in ogromne plenilske ribe dejansko obožujejo te ribe. To je tisto, s čimer se tem zunaj prehranjujejo, zato nam bo to pomagalo v naslednjih nekaj dneh.
To ribo bom dejansko obdržal in tvegal malo, ter jo upam uporabil kot vabo jutra. Kaj gremo na prave velikane? Poglejte, fantje, danes nismo ujeli tistega ogromnega velikana, ki smo si ga želeli. To je progasti cipljar. Kar jih naredi za tako krvoločne plenilce je, kot lahko vidite, da imajo te proge, ki se zlijejo z grebenom in njihova usta tukaj. Poglejte, kako velika so njegova usta in prav ta bodo dejansko posesala ves plen na grebenu. Ta vrsta lucna tukaj ne zraste zelo velika, mislim, da je največja velikost, ki sem jo videl, okoli 30 cm. Ta tukaj ni preveč slab. Razmišljam, ali ga želim obdržati. To pomeni, da bomo za večerjo prvega dne imeli samo to eno majhno ribo. In jutri bomo morali poskusiti ujeti kakšno pošast, fantje, tam zunaj. Ne bom lagal, poskušal sem najti kakšne velike plenilce, ampak jih nisem mogel najti. In saj imamo vabo, ker veste, če želimo ujeti velikanskega plenilca, moramo nastaviti vabo za velikanskega plenilca. Moram si vzeti trenutek, fantje, tam zunaj je res težko. Premetaval me je naokoli, metal me je naokoli. Počutil sem se kot neka Cezarjeva solata, kako me je premetaval naokoli. Naj vam povem, fantje, ko boste videli živali, za katerimi bomo šli v naslednjih nekaj dneh, bodo to stvar pogoltnile v enem kosu. Pojdimo v grmovje, naberimo veliko drv in spravimo to stvar na ogenj. Potrebujemo dober obrok, ker nas jutri čaka še večji dan in stvari bodo še bolj nore. Nabrali smo veliko drv, pejmo še po nekaj trsk. Vsi v komentarje napišite, kuha se, rad vas imam. Danes je bil dolg dan in občutek je neverjeten, ko imamo ogenj na tem otoku. To je tako dober občutek. Pustimo naš ogenj, pejmo do roba vode in pripravimo našo ribo. Imamo desko, ki smo jo prej pobrali, vedel sem, da nam bo pa šla prav. Torej, zdaj bomo vzeli našo fuzelijo. To bomo shranili do jutri, to bomo dejansko uporabili in upam, da bomo z njo ujeli pošast. Torej, to bom dal na stran, to pa bo naša hrana za danes. Tega malega hlastača bom samo razrezal na fileje in jo nato spekel neposredno nad ognjem. Najprej bom hiter odstranil njegove drobovje, tega nočemo, samo zagrabil ga bom in ga odstranil. Zdaj z rezilom bom preprosto prerezal naravnost po eni strani fileja. Definitivno to ni pravi nos za to delo, ampak bomo že nekako. Ribo smo razrezali na fileje, to je vse lepo meso in ga lahko damo naravnost na ogenj. Blešči se, popolnoma belo je, to bomo vzeli, to bo hrana za prvi dan. Ni veliko, ampak upam, da bo dovolj, da zdržimo do jutrišnjega jutra. Gremo, postavil bom kar sem. Počakali smo, da se je naš ogenj polegel, zdaj močno kadi in to bo popolno, ker se bo ves ta dim vpijal v našo ribo. Tako sem šel in nabral ti 2 korali. Kar bom naredil je, da jih bom postavil, imam 3 palce, dal jih bom čez in potem imam tukaj našo ribo. To bom samo položil čez, vse to se bo prepojilo z dimom in bo res neverjetno. To tukaj se ne bo zažgal, ker imamo te zelene palce in je postavljeno tik ob glavni plamen. Dim dobesedno prihaja iz ribjih ust, fantje, zgleda, da kadi cigarete. Poglejte, kako dobro to zgleda, poglejte, kako se naša riba peče tukaj. Tako sem lačen, dolg dan danes, fantje. Polomili smo si plavuti med zelo dolgim plavanjem daleč ven. Nismo ujeli velikana, ki smo ga želeli, ampak smo vseeno nekaj ujeli. Dobili smo tudi tega lepotca. To bo vaba, ki jo potrebujemo, upajmo, da bomo z njo ujeli velikana. V preteklosti sem že uporabil takšne ribe in jih vrgel v daljavo. In to privabi veliko, res veliko ribo, a upam, da nam bo to uspelo jutri. Naša riba je skoraj pripravljena, zdaj jo bomo odstranili. Izgleda neverjetno. Prav, odnesmo jo do roba vode. Gremo.
To je bistvo vsega, zlata ura in imamo svoj obrok. Fantje, poglejte to tukaj. Na žaru pečen hlastač na tej plaži ima ves dimljen okus in mal barve na zunaj. Kar lahko naredim, je, da kar raztrgam tisti file tam in poglejte to. To je vse meso za nas. Poglejte to tam. Dobesedno se kar razpada. Hlastač je res odličen. Vzamem vse, kar lahko iz tega, prav zdaj. Res lahko okusite priokus ognja in dima, ki sta prodrla v ribo. Odstrani luske od tam. Iskreno, to je bilo neverjetno. Poglej to, to so samo ostanki. Ampak, fantje, to ni dovolj. Jutri bomo mogli iti znova in preveriti, ali lahko jamemo še večjo pošast. Zdaj me tako mika, da bi pojedel to ribo, ampak bom zdržal, fantje. Jutri je povsem nov dan in držimo pesti, da bomo lahko s to stvarjo privabili pravega velikana. Vidimo se jutri, zgodaj zjutri, stvari bojo postale res nore. Se vidno, fantje. Dobro jutro, fantje. Smo na odprtem morju, imamo naš top in našo mejhno ribo, ki smo jo ujeli včeraj, danes pa gremo na morske pošasti. Imamo velik podvodni vrh, ki se tukaj srednji česar sega do približno 20 metrov. In vse okoli njega se teren preprosto spušča kot kakšen vulkan pod vodo. To je noro. A veš, včeraj smo ujeli samo tisto eno mejhno ribo, zato moramo danes najti pravo pošast. Kar bomo naredili, je, da bomo vobo vrgali daleč stran in ko bo tonila, upamo, da bo prišlo kaj velizga in jo poskušalo pojesti. Danes je tukaj zunaj v tem domačem čovnu res, res nevarno. Lahko vidiš, poglej valove, skozi katere se prebijamo. To je noro. Motor, ki je noter, je kot nekakšen motor kosilence. Res je tako noro. Verjetno potujemo samo s kakšnimi 4 vozli in to je najhitreje, ki gre ta stvar. Če ne preživim te epizode, veste, da sem nekje v ptičju sred oceana. Tukaj zunaj ne bomo videli prav veliko mehkih stvari. Verjetno bomo morali potapljati do kakšnih 20-25 metrov globine in upajmo, da bomo prišli v stik s čim. Pošast, želimo te objeti, gremo! Juhu! Nimam pojma, kaj bomo nadali tam spodaj, ampak sem navdušen. V redu, gremo, dejmo! Juhu! O moj bog, pravkar ste videli, pravkar sem se spustil dol in tam je bila ogromna španska skuša. Spustil sem se nanj, fantje, sedel je na dnu verjetno kakšnih 22 metrih globine in sem nameril ter ustrelil. Moja sulica je šla čist ven, a dobesedno ni imela dovolj dosega, tako da ga sploh nismo ujeli. Ponovno bomo zapluli, fantje. Zdi se, da se tam spodaj nekaj dogaja. Pripravljam se. Mislim, da se moramo vrniti tja dol in preveriti, če najdemo kakšno žival. Gremo.
Poglejte tole tukaj, fantje. Imamo zeleno ribo in špansko skušo. Tako sem navdušen, kad ste videli. Spustil sem se dol in ustrelil to ribo, potem pa je bila tam še ena skuša in sem jo nameril, nato pa sem ujel tega lepotca. Tako sem navdušen zaradi tega, fantje. Ampak mislim, da moramo narediti še en drift, fantje, ker mislim, da je tukaj nekaj res posebenega, kar lahko lovimo. Ne vem, če nam bo posebej najde to, ampak mislim, da bomo šli na velikega. Veste, kaj je to? Gremo pogledat, če lahko tukaj kaj najdemo, mogoče psa, ali vahuja, mogoče marlina, kaj tazga. Ampak človek, že imamo nekaj plenilcev. Pojmo pogledat, kaj še lahko najdemo. Gremo. Poglej usta te stvari, to je noro. Dobili smo pasjega, zobatega tuna, ki sem govoril o plenilcih. Fantje, to je skoraj najboljše, kar lahko dobiš. Ta stvar je prava zver tukaj na otoku. Videli ste, skoraj vso vrvico z moje role mi je pobral. O moj bog, ta stvar je tako močna, da je smešen. Pripeljal bom to stvar v čoln. Gremo. Ta žival tukaj lahko zraste čez 100 kilogramov. Fantje, to so zveri oceana. Praktično uničijo vsak svoj plen. In videli ste, imeli smo tisto našo ribo, ki smo jo ujeli včeraj. Vrgel sem jo, potapala se je in ta prekleti pasji zob tuna je priplaval ter jo silovito napadel. Potem so se potopil za njim in ga ustrelil. Če ne bi obdržali tiste ribe, tega frajerja zagotovo ne bi ujeli. Juhu, ujeli smo pasje zobega tuna. To je to, draga. Ujeli smo plenilce oceana. Pravkar sem dolgo polno sluzi v usta. Ampak fantje, brez skrbi, mogoče se zdajle precej zibamo naokoli. Ampak kapitan, on je res prava legenda in ga bomo nagradili. Z nekaj teh rib, to je gotovo. Nekaj bomo obdržali za kasnejše kuhanje. To bo noro in odpeljati se bomo nazaj na kopno. Zdaj smo to naredili. Ujeli smo plenilce oceana. Fantje, danes smo doživeli enega najbolj norih dni v našem življenju. Imamo dve čudoviti španski skuši, enega pasega zobatega tuna in Jobija, ki ga je ujel tale kapitan. Ne govori veliko angleško, ampak mu bomo dali skušo. Tole je za brata, zate. Magus. Ja, v redu, uživali bo v tem svojo družino, fantje.
Čas je, da si te živali pobliže ogledamo, potem jih bomo očistili in to bo najboljša pojedina doslej. V redu, postavimo jih kar tukaj. Trenutno imamo nekaj najbolj norih plenilcev v oceanu. In rad bi vas popeljal skozi vsako od teh živali, da vam pokažem, zakaj so popolnoma dominantne na grebenu. To je green jobfish. Vidite, da je zdaj izjemno močna, drugačna od teh dveh vrst. Pravzaprav imajo izjemno trdo zunanjost, kot nekakšen oklep iz lusk. Imajo tole tukaj, kar je skoraj zmajevsko. To je njihova hrbtna plavut. Ta jim dejansko pomaga, da se poganejo skozi vodo, dvignejo jo in je skoraj kot plavut na deski za deskanje. Njegovi zobje so skoraj kot drobljivi zobje. Jedli bodo rake, lignje, vabo, ribe. Te živali bojo pojedle skoraj vse, kar je tam zunaj. Od vrst na grebenu do rib v odprtem morju, oceanske sardine in vse podobno. Zelo trpežna riba, vendar verjetno najmanj dominantna od teh treh. Naslednja tukaj je čudovita španska skuša. Zgrajena je za hitrost. Ta stvar, vidite njeno prsno plavut tukaj, se preprosto zloži in jo naredi zelo aerodinamično v vodi. Njihova usta tukaj so izjemno ostra. S tem lahko prerežejo katerokoli vabo ali ribo. Kar naredijo je, da se približajo ribi, ki jo želijo in ji odrežejo rep. Potem ta vaba ne more več plavati. Nato pridejo nazaj in raztrgajo preostanek. Rep je prava zver, ta španska skuša. Imajo zelo mehko kožo in hudoben gobec. Ampak fantje, moramo iti k zadnjemu, ki je daleč najbolj dominanten. Tam zunaj na grebenu. Pasje zoba tuna. Poglejte tisto stvar tam. Kar naredi te stvari tako edinstvene, fantje, je poglejte njegovo oko tam. Poglejte primerjavo velikosti med skušo in pasje zobotuno. Ima veliko večje oko, kar pomeni, da lahko dejansko zajame več svetlobe, kar pomeni, da lahko zazna tiste ribe za vabo, tudi ko je skoraj popolna tema. Zdaj, na zadnjem delu repa imajo te serpaste izrazke in dejansko lahko spremenijo smer, kar jim pomaga pri gibanju skozi vodni stolpec. Ampak so v bistvu skoraj v celoti iz čiste mišice. Ena redkih vrst tun, ki dejansko imajo zobe. Poglejte tisto čeljust tam, zgrabijo plen in ga zdrobijo. Tega si res ne želite približati. In to je tisto, zaradi česar je to plenilc številka 1 v globokem Modrem morju. In uspelo nam je. Juhu, stari! Dobili smo 3 različne ribe, na tej plaži bomo imeli zrezke, da zaključimo ta nori dan. Za drugi dan bomo videli, kateri od teh dominantnih plenilcev je najboljšega okusa. V redu, naredili bomo tako, da gremo na vrh plaže, zakurili bomo ogenj, potem pa se bomo spustili dol in očistili te lepotce. Pojdimo po nekaj naplavljenega lesa. Tega nočem pohoditi, to je morski ježek. Vse to bo prav prišlo. Poglej tisto. Popolno. Ognjišča so končana, pejmo dol in očistimo naše ribe. Seveda, fantje, ne bomo pojedli vseh teh rib, kar bomo naredili je, da bomo od vsake odrezali en zrezek in ga poskusili. Ostalo bomo podarili lokalni vasi. Pregledali bomo kakovost mesa vsake ribe in ugotovili, katera zgleda najboljša, potem jih bomo skuhali in videli, katera je najbolj okusna. Poglej tole tukaj, to je španska skuša. Zrezki zgledajo res noro, ni preveč krvi na tem. Pojdimo pa si zobem v tuno, kaj? Gremo. Običajno imajo malo več rdeče barve v mesu. Zanima me, kako bo ta videti. Poglejmo si naše ribe zdaj. Postavili smo jih v vrsto. Tukaj imamo špansko skušo. Lahko vidiš, kakšna je kakovost mesa. Imamo tuno, pa si je zobe, ki je malo temnejša, in potem poglej še ribo job. Pravzaprav zgleda res dober. Te zrezke bomo dali na žar. Ni pogosto, da si lahko privoščiš 3 različne vrste, 3 različne zrezke. Tukaj ob sončnem zahodu na otokih. Iskreno, zato živimo. Dajmo jih speči, malo začimb in potem bob stric bo za mlade in stare. Kuhamo že. Ni šans, da to spustimo ven. Tukaj na otoku je izjemno vetrovno. Veter se je močno okrepil, odkar smo šli ven danes zjutraj. O moj bog, skoraj sem se vnel.
To se zgodi, kaj je tukaj zunaj toliko vetrovno. Vse odleti, tudi GoPro. O, poglej to, imamo peč, počakali bomo, da to zgori, potem pa bomo dali naše ribje zrezke kar na vrh. Ogenj že gori, samo vzamem te palce, gremo do roba vode, poglejmo, kaj bomo naredili s temi palcami, samo zmočimo jih. Če jih zmočimo, jih bomo prepojili z vodo, tako da ne bojo zgorele, res jih dobro prepojimo z vodo. Te palce bomo položili naravnost, čez, tako, in potem imamo tukaj naše zrezke. Tukaj je naš džobi, to bomo dali naravnost na našega pasjega zobatega tuna, nazadnje pa še naša španska skuša. O moj bog, resnično izgleda neverjetno. Imam malo začimb, vem, da vsi pravite, Wade mora začiniti svojo ribo, zato imamo piščančjo sol. Sporočite mi v komentarjih, a ne gre piščančja sol na ribe. V Avstraliji damo piščančjo sol na vse. Torej, dajmo malo gor, pravzaprav zgleda noro dober. Imamo zrezke, piščančjo sol. Kaj še moški potrebuje v življenju? Iskreno, celotna ideja za tem, fantje, je, da jih želim na hiter ožgati na vsaki strani. Notranjo spustite malo surovo in tako jih bomo postregali. Poglejte jih, kako se tukaj pečejo, videti je neverjetno. Na hitro popečem naše zrezke na zunaj, preden jih vzamemo dol. Skoraj so že gotovi, ampak ne dobijo še malo barve. Wow, res sem navdušen nad tem, te stvari izgledajo neverjetno, prav kar lotili se jih bomo. Tako sem lačen. Fantje, to izgleda kot španska skuša. Poskusili bomo tole. Vidite lahko, to je čudovita španska skuša. Ima tako belo meso, tunini zrezki, malo začimbne soli, chicken salt. Gremo. Španska skuša, kar neverjeten. Dobimo ceno 9 od 10, fantje. To je res noro. Naslednja bo riba green job tukaj. To meso zgleda veliko bolj listnato. Riba green job. Wow, v redu. Ta riba green job je verjetno 9,5 od 10. To je noro. Poglejte meso, fantje. Je res tako listnato, tako dobro. Tuna pasje zobe, vrhunski plenilec iz drugega dneva. Poskusimo tole, fantje. Vidite, da je meso veliko bolj rdeče. Vidite? Okus pri tej ni toliko dober, fantje. Čeprav je najbolj prevladujoča vrsta, ni najbolj okusna. Tole bom ocenil z 7,5 od 10, 100%. Zeleni jawfish zmaga, potem skuša, nato pa pasji zob tuna. Ampak fantje, mislite, da je danes noro? Počakajte, da vidite, kaj bomo počeli jutri. Jutri bomo vse premešali. Ne bomo šli v globoko modrino, gremo za kopenskimi živalmi in to bo eden najbolj norih dni doslej. Se vidimo jutri, zgodaj zjutraj. Tretji dan za enega najbolj jeznih plenilcev na svetu in mi jih bomo lovili zaradi tega. Gremo, prijatelji, se vidimo takrat. Pravkar smo pristali na najbolj norem terenu doslej, fantje. Prišli smo tja, kjer se ocean sreča z mangrovami. In mi s lokom in puščico v roki ter z našim nahrbtnikom. In zdaj se odpravljamo raziskovati tretji dan, da bi nadal najbolj noro žival od vseh. Velikanskega blatnega raka. Ta žival tukaj ima drugo, najvišjo raven testosterona v živalskem kraljestvu. Takoj za bikom, kar jih naredi izjemno, izjemno divje. Te živali mi lahko trgajo prste. Ampak preden začnemo, fantje, imamo eno stvar v nahrbtniku. Veste, ves čas sem skrival tole zadevo. Vzamemo našo hitro obnovitev. Veste, ko to vzamemo, bomo dobili izbruh energije. In potem upajmo, da bomo našli nekaj smrtonosnih plenilcev. Hura! Pripravljeni smo. Čas je, da začnemo z lovom. Vidite lahko, da se je plima popolnoma omakala in imamo te nore mangrove sisteme. Iskreno, nimam pojma, kaj bomo tukaj našli. Imam lok in puščico za vsak slučaj, če najdemo kakšno noro ribo ali kaj podobnega. Ampak tisto, kar dejansko iščemo, je velikanski blatni rak. Ti živijo tukaj v mangrovah, v blatu.
In so ene izmed najbolj okusnih živali v živalskem kraljestvu, pa tudi eni izmed najbolj norih plenilcev. Zdaj bomo sledili temu potoku, ker nas bo ta potok popeljal tja, kjer se bodo živali skrivale. Poglejte, kako čista je ta voda. Pravkar sem nekaj opazil. Tukaj imam majhnega raka. Ne. Poglej njegovo majhno kleščo. Ta je dejansko za prijemanje. In potem bo druga klešča dejansko trgala koščke mesa. Ena klešča je res precej močnejša od druge. Ima samo majhno kleščico, zato ga poskušamo ne preveč motiti. To ni velikost raka, ki jo iščemo. Iščemo takega, ki je približno 30krat večji od njega. Dvignili bomo premec in nadaljevali z raziskovanjem. Poglejte tole tukaj. Vidite, to je noro. Zgleda kot drek, kaj ne? To je dejansko od morske kumare, vodne pištole, tiste, ki smo jo nagali prvi dan. Fantje, tako zgleda njihov iztrebek. Izpljunejo vse te ostanke tukaj. Zdaj prehajamo v gostejši teren. Pravkar sem nekaj opazil tamle v daljavi. Stekel bom za njim, da vidim, če ga lahko ujamemo. Tam je, tam je! Poglej ga! To je noro. Ej. Ugriznil me je, drži me! Ne, nočem ga več motati. Vidite, čudovit rak. Prav, vrnimo ga nazaj. Zdaj smo res sred vsega, držimo pesti, da ne pridemo iz oči v oči s krokodilom, ker jih tukaj res imajo. Pravkar sem našel najbolj noro stvar doslej. To je noro, prijata. To je vesoljc, pravi vesoljc, to je noro. A vi to vidite? Poglej ga, kako se tukaj hrani, to je res noro, človek. Komaj se lahko premikam tukaj. Mislim, da bomo morali oditi odkle in slediti tej poti. Poglejte vse te stvari. Sporočite mi v komentarjih, ali bi vi hodili po tem. Grejo mi naravnost v podplat. Recimo samo, da ni ravno prijeten občutek. Samo tukaj gor. Poglej to. Ja, bom vzel to. Poglej tole. To je kar velik grozd ostrig. Očitno so se odlomile z veje ali česa podobnega, ali pa iz korenine mangrove. Ampak to nadognam malo kasneje bo epsko. Ampak to niso plenilci, ki jih lovimo. Ampak to je prigrizek. Tukaj je cela množica mladih lastačev. Poglej! Vsi so pri mojih nogah. Wow, poglej to. Tukaj je še eno od teh stvari, ki izgledajo kot vesoljci. Poglejo. Začne se tukaj, gre vse do vrha in naprej, vse do sem in tam se hrani. Sporočite mi v komentarjih, če veste, kaj je to. Vidite kot neka vrsta morske kumare, nekaj podobnega, ampak je res kot vesoljc, poglejte ga. Sploh ne vem, če bi se ga mogel dotikati. Ni šans, da bi to jedel, čeprav je verjetno neka vrsta plenilca. Tukaj ob teh mangrovah je jata cipljev. Zgrešil sem celo tisto jato, resno, človek. Pravzaprav sem tukaj malo zaskrbljen zaradi krokodilov. Ne bom lagal, gremo naprej, da vidimo, kaj še lahko najdemo. Iskreno, pravkar sem šel čez glavo tiste ribe, bilo je res blizu. Sledili bomo tem plitvinam vse do tiste police tam zunaj in mislim, da bo to dober kraj. Vidite, da smo dosegli obalne plitvine. To tam hrbtenica sipe. Tako čudno je, kako preprosto plavajo skozi sredino oceana. Poglej to, poglej to, poglej to. Ja. Imamo ostrigo, ki bo mala malca, mislim, da jo kar zdaj odpremo. Tu nam bo dali nekaj energije, da bomo lahko nadaljevali in videli, če najdemo še kakšnega plenilca. Lahko vidite prav tam, imamo veliko ostrigo, pojejmo jo. Z veseljem ji bom vzel, nisem velik ljubitelj ostrig. Včasih so lahko malo blatne, ampak ta je bila slana,
kremasta, šla je zelo lahko po grlu. Še vedno nismo najdel velikega plenilca, ki ga iščemo. Fantje, nočem tukaj postati mrhovinar. Rad bi videl, če lahko najdem velikega plenilca. Tako da, mislim, da bomo preiskali te plimske tolmune. Če tukaj nič ne najdemo, gremo globoko v mangrove. Praktično smo že pri oceanu, imamo vse te plimne bazene. Rad bi videl, če je tukaj kaj, kar se morda zadržuje naokoli, kar je ujeto. To je svetlo rdeč morski ježek, v notranjosti tega, ob steni školjke pa teče nekaj svetlo rumenega. In to so v resnici njegove spolne žleze in to je del, ki ga lahko pojeste. Ostani pri miru, prijatelj, cel kup rumene snovi in to posrkaš ven. Lagal bi vam, če bi rekel, da sem po tej stvari zadovoljen. Napolnjeno je samo s peskom in še z raznimi čudnimi stvarmi. Morski ježek je bil kot driska, brez stranišča. Nezadovoljivo, strašljivo in nikoli prijetno. Res sem čuden tip. Upam, da ne dobim driske od tistega morskega ježka. Verjetno se bo to vseeno zgodilo. Zapustili bomo to območje, gremo naravnost nazaj v mangrove, da vidimo, kaj lahko najdemo. Wow, poglej to stvar. O, to je velik pas. Dobili smo morskega kumarja. Kakšna zverina. O, to je res velik, pa še mlahav je. O, parjatu, imaš težave, kaj ne? Pejdi stran od tu. Veste, obožujemo morske kumarje, vodne pištole, najdemo jih povsod, ne morem jim uiti. Našli bomo velikega, prekleto velikega raka. To je najbolj čuden rak, kar sem jih kdaj videl v življenju. Ta stvar je dobesedno kot jaz. Najdaljše roke in noge ter najmanjše telo. To je noro. V redu, izpustili ga bomo. Fantje, pravkar sem opazil raka. Zdaj sedi na robu svoje luknje. Če me opazi, se bo takoj prestrašil in zbežal nazaj v luknjo. Morali bomo steči za njim in biti zelo, zelo hitri, ter ga poskusiti ujeti, preden zbeži v svojo luknjo. Naj pripravim ta GoPro. Sedi tam zgorej, pod tistim drevesom. Morali bomo steči za njim in ga poskusiti spraviti ven. 3, 2, 1, gremo! Gremo! O, kaj? Mrtev je. Kaj za vraga? Poglej tja, to je majhna samica raka. Mrtva je. Kaj za vraga? Sprašujem se, kaj se je zgodilo. Sveža je, mrtva, vidite lahko. Še vedno ima meso v sebi, ampak se ne premika. Sedela je prav tukaj, bila je pripravljena, da gre naravnost nazaj dol v luknjo. Iskreno nimam pojma, kaj se je zgodilo s to punco. Lahko vidiš, da je to samica, ker ima ta velik žep, kjer nosi vsa svoja jajca. To je res bedno človek. Sovražen gleda te mrtve živali, tega pa ne moramo pojesti. V njej bo preveč bakterij, parazitov in vsega, zato jo bomo morali pustiti tukaj zunaj. Prepričan sem, da se bo na tem verjetno pogostil kakšen drug rak ali pa ribe in vse ostalo tukaj okoli. O ja, tam so neke polži, oni se bojo hranili s tem rakom. Prekleto človek, mislil sem, da je to naš rak, skočil sem nanj in vse. V redu, morali bomo iti še globlje v mangrove. Poglejmo, če lahko najdemo še kakšnega tukaj v živalskem kraljestvu. Fantje, te raki so nori. Kar samci dejansko naredijo, je to, da se prisesajo na samice in potem grejo kar naravnost v akcijo, samica pa nima druge možnosti, kot da se pari s tem tipom. Torej, veliki samci tukaj, ki jih lovimo, v bistvu vladajo. Preprosto zgrabijo katerokoli samico hočejo in si izberejo, kar jim paše. Jaz pa samo sledim temu potoku. Vse rakovice bodo dejansko prihajale in odhajale tukaj skozi oseko. Pravkar sem opazil eno preklemansko rakovico, stari. Moral je biti ujet tukaj med plimo. Poglej ga, je zakamufliran. Vidiš ga ravno tukaj. Edini razlog, da vem, da je tukaj, je, ker spušča mehurčke, ampak se je čist skril. To bo dober boj. To je rak, ki smo ga iskali ves dan. Fantje, v redu. Poskusil se bom parkrat za njim, pa mu zagrabt klešče, ker ta stvar zgleda kot prava pošast. To je pošasten rak. Človek. Odložimo nahrbtnik, postavimo ga kar sem.
O moj bog, to je pošast. O moj bog. Kako je močan. O ja, manga. O moj bog, kako je močan. O, poglej to. O moj bog, poglej to. To je prava pošast. Ta stvar je ogromna. Wow, prav? Poskusil ga bom prbiti. Poskuša me ujeti, poglej to. To je vrhovni plenilec. Draga, poglej to stvar, poglej tiste kremple. To je dobesedno kralj mangrovnega sistema tam. Ta žival tukaj ima drugo najvišjo raven testosterona med vsemi živalmi na planetu Zemlja. Tiste ogromne klešče tam, to je hrana za nas. Cel dan smo lovili to stvar in zdaj imamo pravega pošast. Jaz ne morem, verjamem. Kako velika je ta stvar? Poglej tiste kremple tam. Pravkar sem ga obrnil na hrbet, še vedno lahko vidiš, da se premika. Ampak ga bomo uspavali na najbolj human način, kar je mogoče. Njihov centralni živčni sistem je dejansko v njihovem telesu. Tako da bomo šel naravnost dol in to ga bo takoj ubil. Od tu naprej ne bo čutil nobene bolečine. Poglejte lizike, to bo naša hrana. Te tukaj, od tod prihaja vsa moč, te ogromne klešče prav tam. S tem zgrabijo svoj plen in praktično ubijajo vse. Zdaj imajo tukaj na vsaki strani teh 6 nog, te ob strani tukaj, te špičaste. Te so tiste, ki mu dejansko pomagajo pri gibanju in te plavalne noge zadej so tiste, ki ga dejansko poganjajo skozi vodo. Imajo najbolj noro videti obraz, skoraj izgledajo kot vesoljci, živijo v blatu in nekako je njihovo meso neverjetno sladko. To počnemo prav zdaj, primemo to stvar, zakurimo ogenj in pripravimo vrhunsko pojedino za tret dan. Imamo plenilca, prijatu, gremo. Pojdimo gor v grmovje, poglej tole. Imamo dobesedno palme, nabrali bomo kup naplavljenega lesa, zakurili bomo ogenj na tej plaži. Popravili bomo to staro palmo. To bomo naredili s tem mrakom na najbolj avstralski način. Tako to počnemo v avstralski divjini, fantje. Po mojem mnenju je to verjetno najboljši način. Zelo preprosto in neverjetno okusno. Najprej moramo izkopati res dobro luknjo in nato jo bomo napolnili z drvami. Zdaj bom to samo zdrobil in dal noter. Priždimo ogenj in očistimo tega raka. Ta stvar je res peščena. O moj bog, naš lok in puščica se vžigata. Gorim. Wow, v redu. Umili bomo našega raka. Zadnje 3 dni, fantje, sem vložil vse svoje srce in dušo v ta izziv. Najdel sem ene najbolj norih, neverjetnih živali doslej, za zadnjo pojedino pa velikanski blatni rak in kralj vseh. Resno, fantje, prosim, všečkajte in se naročite, če še niste. Resnično naredi razliko. Rad ustvarjam te videoposnetke za vas, fantje, ampak tista mala podpora me res motivira, da jih delam še več. Torej, če še niste, kliknete gumb za naročanje, všečkajte video, res sem vam rad, fantje. Tukaj sem navdušen nad našim rakom, da sem skoraj pozabil na te ostrige, ki smo jih nadali in so bile v nahrbtniku. Te bomo dali na stran in vzeli bomo našega raka. To bomo dali kuhati, naravnost na žerjavco. Wow, tole se bo kar skuhal, videli boste, spremenil bo barvo in začel bo postajati svetlo. To je stvar najbolj dimljen, čudovit okus, meso pa je toliko sladko. Vidite lahko, poglejte, kako rdeče postaja. To je noro. Dejansko je imel pigmentacijo v svoji lupini in ko se segreva, bo spremenilo barvo. Iz dobesedno rjave postane najbolj živo rdeča. To zdaj izgleda res predobro, dobesedno se pari v lastni lupini. O moj bog, poglej to. Pripravljeni smo za zadnje kuhanje. Tako sem lačen zdaj. Samo obrnil ga bom. Poglej to, naš rak je skoraj pripravljen. Dajmo ga dol. Poglej barvo tega raka zdaj. Ne smemo pozabiti na naše ostrige.
To bo ena najboljših zaključnih pojedin, kar smo jih kdaj naredili v življenju. Fantje, poglejte barvo raka zdaj. Je kar neka svetla rdečkasto roza. Zdaj bomo to odprli, ampak najprej, preden to poskusimo, bomo poskusili naše ostrige. Poglejte te stvari tukaj. Male ostrige. Pravzaprav res lahko okusite tisto okus po dimu. Veste, imamo pošast vseh plenilcev. Trenutno obstaja samo en način, da to naredimo. Odtrgali bomo največjo liziko od vseh. Poglejte to stvar tukaj. To je velikanski krempelj za našo hrano. In poglejte, kako sočen je. V redu, želimo ohraniti te sokove. Vzeli bomo svoj nož in jo odprli. O moj bog, res ste mi uspeli, prijatelj. Poglej tisto liziko tam, tako to naredimo. Poglej, kako velika je. To je ogromna lizika. Spravimo to dol, ta prevladujoči plenilc. Tretji in zadnji dan, velikanski blatni rak. Gremo. Brez dvoma, ena mojih najljubših morskih jedi na svetu. 10 od 10. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Več videoposnetkov tukaj, veliko ljubezni